Živjo, današnja tema. Kako bi mogel potekati nakupen proces zato, da ste vi kot stranka zadovoljni? Verjetno se vam je že večkrat zgodilo, da ste se srečali z obrtnikom, recimo, da ste imeli za narediti neko stvar po naročilu. Z obrtnikom ste se zmenili za izvedbo detajlov, kako boste to speljali, kakšni materiali in tako naprej. In ko je prišlo do izvedbe, je obrtnik dostavil nekaj čist drugega. Pol se je pa stvar začela zapletati. Vaša pričakovanja niso bila izpolnjena, obrtnik je pa trdil, da je to točno to, kar ste se zmenili. Nastala je slaba volja, reklamacije, težave s plačili in tako naprej. In to je v resnici posledica napačnega komuniciranja. Danes bi vam rad predstavil, kako to rešiti. Pa gremo naprej. Recimo, da kupujete Kubi hiško. Nam pošljete mail ali izpolnite kontakten obrazec, nas pokličete, se oglasite pri nas osebno, kakorkoli. Takrat se začne. In pripravljenih imam 6 korakov, kako bi mogli vse skupaj potekati. Korak številka 1. Damo gor masko. Evo, no. Zdaj se pa lahko pogovarjamo. Korak številka 1 je hkrati najbolj pomemben korak. Pa ne zato, ker smo dali gor masko, ampak zato, ker želimo slišati, kakšen problem rešujemo, pa kakšne so želje pri stranki. In v bistvu, če bomo ta korak speljali dobro, pol bo tudi izvedba in vse potekalo nemoteno. Ker če dobro razumeš potrebe pa želje stranke, pol točno veš, kaj je treba narediti. In tukaj je pomembno ne samo, da se pogovarjamo, ampak da si detajle in dogovore tudi zapišemo, ker to bo osnova za izvedbo ponudbe. Korak številka 2. Informativna ponudba. Ponudbo primamo, pa jo fajn zapakiramo. Pa cena je čist na konc, zato ker cena je zmer ful visoka. In jo mora fajn zapakirati. Poleg cene, ki je zaenkrat še približna, pa informativna, je pa pomembno, da ponudba vključuje tudi detajle, o katerih smo se že pogovorili, ki so že vključeni v ceno, da je v bistvu narejen en takšen opis, da je razumljiv tako za stranko kot za projektanta, in pa da so navedeni pogoji poslovanja za to, da vsi vemo, kako bomo sploh posel speljali. In če tole dobro speljamo, pol je na vrsti korak številka 3. Korak številka 4. Naredimo točno ponudbo, poberemo avans, se usedemo na tale ležalnik, pa je ne pol leta počivamo. No, šala na stran. Zdaj pa ta pravi korak številka 4. Med izvedbo je zelo pomemben, da sproti komuniciramo. Ker včasih pridemo do situacije, ko imamo nek detajl, pa ima mogoče več različnih rešitev in te rešitve si montažer oziroma mi kot izvajalci lahko predstavljamo drugače kot vi naročniki. In takrat je pomembno, da te stvari rešujemo sproti. Zato je pomembno, da ste tudi vi kot naročnik čim več prisotni, ali po telefonu, ali v fizični obliki, odvisno od specifike projekta. In da takšne situacije rešujemo sproti, ker naknadni popravki pri izvedbi so lahko v najhujšem primeru nemogoči, ali pa so zamudni, pa posledično dragi. Tako da, evo, to je povzetek. Korak številka 5. Zaključek projekta in obračun. Izkušen projektant je že pri pripravi končne ponudbe predvidel detajle, ki jih mogoče neizkušen projektant ne bi. In posledično pri obračunu ne bi smel biti odstopan v primerjavi z ponudbo, razen če so bile res kakšne specifike, ki je naročnik pač dodajal naknadno. In projekt je izpeljan pravilno, ali pa rečemo temu primerno ali pa kvalitetno, v primeru, da je znesek na obračunu enak, kot je bil na ponudbi. In še zadnji, 6. korak. Čeprav vemo, da je pričakovanja včasih zelo težko izpolniti,
je naša želja, da jih pri projektih celo presežemo. Zdaj pa, a nam to uspe, oziroma kako to naredimo, pa se pustite presenetiti. Se vidimo!